Turizem smo ljudje. Stavek, ki smo ga večkrat slišali na posvetu o turizmu, ki so ga pripravili na Višji strokovni šoli za gostinstvo, wellness in turizem Bled. Infrastrukturni projekti na Bledu se uresničujejo, ob tem pa se odpirajo nove možnosti za razvoj turizma. Turizem ima pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu. Za Slovenijo je že 4. rekordno leto, kar se tiče turizma. Uvrščena je bila skupaj z destinacijami, nekaterimi na lestvici najbolj atraktivnih, zelenih, v trajnostni razvoj usmerjenih destinacij in seveda to ima velik vpliv na ugled države, na prepoznavnost države in seveda tudi na rast. Zdaj turizem po napovedih bo rastel tudi naprej. Nekje se pričakuje 3 do 4% povprečna letna rast in se pravi, te rasti bodo malo bolj umirjene, ampak vseeno, visoke rasti seveda povzročajo določene izzive za države, za destinacije. Izzivov, s katerimi se sooča Bled kot ena izmed najbolj priljubljenih turističnih destinacij, se dobro zavedajo tukajšnji turistični delavci. Na razpravi sta bili prisotna direktor turizma Bled Tomaž Rogelj in direktor javnega zavoda Turizem Bohinj Klemen Langus. Oba sta poudarila, kako pomembno je medsebojno sodelovanje. Jaz sem tukaj na Bledu nov, jaz sem tukaj 1. januarja, ampak ena stvar je tista dobra. Sodelovanje v tem celotnem širšem okolju Julijskih Alp in pa tudi slovensko turistično organizacijo je odlično. To se pravi, energija je, ljudje so. In tisto, kar smo ugotovili, ko smo opisali strategijo, turizem smo ljudje. In če smo ljudje tukaj in so ugodni časi in je denarja na razpolago relativno veliko, potem verjamem, da bomo tudi uspešni. Ob tem ne smemo pozabiti na sodelovanje oblasti in lokalnega prebivalstva. Če lokalna skupnost vzpostavi neka pravila igre, bodi se s kakšnimi odloki, včasih manj popularnimi, v Bohinju je bil tak plovni režim, recimo, pa je zdaj kar fino funkcionira, in z drugimi, kot sem rekel, pravili igre, naj je to promet in tako naprej, potem bojo gosti in obiskovalci to znali sprejemati. Najprej moramo te stvari, seveda, s temi stvarmi se mi seznaniti, mi jih nekako vzeti za svoje in potem gosti in obiskovalci verjamem, da to bodo spoštovali. In na ta način, ob spoštovanju jasnih pravil in igre, ki jih spoštuje lokalna skupnost, ki jih je postavila, jih bodo spoštovali gosti in obiskovalci, dnevni, stacionarni in tako naprej, verjamem, da lahko v to destinacijo Julijskih Alp, ki trenutno predstavlja tretjino slovenskega turizma, skoraj tretjino slovenskega turizma, spravimo, v narekovajih povedano, še kakšen procent turistov več, tudi v najhujših špicah našega turizma v poletnem času. Gre za usmerjanje obiska in spoštovanja javnih pravil. Pri tem ne smemo nikoli pozabiti na želje lokalnega prebivalstva. Nenazadnje, lokalno prebivalstvo je tisto, ki tukaj živi, ki tukaj ustvarja in ki je ustvarilo to krajino, ki jo potem nenazadnje gost in obiskovalec ogleduje in jo doživlja. Pomembno vlogo v tem mozaiku imajo tudi institucije, ki skrbijo za izobraževanje turističnih delavcev. Direktor Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem Bled Janez Damjan je izpostavil nekaj, kar je v turizmu kljub vsem megatrendom še danes najbolj pomembno. V prvi vrsti jih poskušamo, da razumejo besedo gostoljubje, ker v turizmu, ne glede na vse najnovejše trende, je pa vendarle ključno to, da se počutiš dobrodošlega. Tako da to se mi zdi na prvem mestu, seveda dajemo velik pomen tudi strokovnemu znanju, brez tega ne gre. Še posebej zato, ker naši študenti bi seveda naj bili tisti, ki bi potem omogočali 5-zvezdična doživetja, o kateri govorimo v strategiji slovenskega turizma. Vse več mladih se odloča za ta poklic. Kakšen bo turizem v prihodnosti, seveda ne vemo, ampak če bodo pa poznali tista osnovna znanja in pa seveda, če bodo imeli veselje do dela z ljudmi, potem mislim, da se bo znali prilagoditi ne glede na trende, ki prihajajo. Tako da delo v turizmu je izziv in bo ostalo in veseli me, da je zmeraj več mladih pripravljeno prevzeti ta izziv. Nove izzive in možnosti za razvoj turizma na Bledu prinaša gradnja 2 razbremenilnih cest. Zdaj dobro, malo šali, mogoče razbremenilna cesta v prvi vrsti pomeni, da bo verjetno manj zastojev pred Bledom, vsaj izven sezone bo zagotovo šlo hitreje, da bodo mogoče študenti lahko malo dlje spali ali bodo pa manj zamujali. Čeprav seveda idealno je bilo, da bi čim več študentov prišlo z javnim prevozom. Naša želja je okrepiti javni prevoz, naša želja je spreminjati navade, naša želja je zelo konkretno vplivati na državo, da bo dodatno financirala posebej izgradnjo infrastrukture, posebej kolesarskih stez. Naša želja je mogoče izgraditi oziroma organizirati kartico Julijskih Alp, s katero bojo gosti in obiskovalci lahko nemoteno
in pa predvsem na hiter in varen način se gibali na celem območju Julijskih Alp. Se pravi, nek cilj je narediti gosta in obiskovalca mobilnega v območju Narodnega parka ali pa Julijskih Alp brez uporabe lastnega prevoza oziroma lastnega avtomobila. In s tem seveda bomo, upam, da umirali promet v Bohinju, na Bledu, v Vratih, na Vršiču, na Mangartu in tako naprej. Tako razmišljajo v Bohinju. Kakšni pa so načrti na Bledu? Lansko leto je bilo očitno zelo plodno za pripravljanje strategij, tako kot je bila državna strategija na področju turizma sprejeta, tako smo oblikovali tudi na Bledu. Tista glavna stvar, ki smo se jo zadali, je dvig kvalitete. Vse s tistim namenom, da bi prišli do stanja, ko bi vse bilo tako, kot mora biti. Po pogovornem jeziku je to, da bi vse štimalo. In da bi vse bilo tako, kot mora biti, je to razumemo kot en mozaik stvari, ki jih sestavljamo skupaj. In infrastruktura tukaj je tista bazična. Mi govorimo tukaj o velikih projektih, za Bled je razbremenilna cesta, tako južna kot severna, velikega pomena. So tudi začnemo lahko na nižjem nivoju. Ta osnovna urejenost poti okoli jezera, to je tista prva točka, kjer se naši gosti srečajo, in že tam mora biti urejeno. To je tudi infrastruktura. In ta urejenost celotne slike je za naše goste zelo pomembna. Mi se zavedamo, da na vse stvari ne moramo vplivati. Če po svetu potuje 1,7 milijarde ljudi in je Evropa ena izmed najbolj zaželenih destinacij, bomo tukaj soočeni z gnečo. To smo spoznali in mi bomo tukaj na Bledu tudi s kolegi Bohinjo in celotno regijo ravnali, delali tisto, kar lahko. To se pravi, da bomo poskušali to situacijo, ko bo šlo do velike gneče, olajšati. To bomo pa naredili z informiranjem, z obveščanjem, z gradnjo novih infrastrukturnih objektov, kot so parkirišča, razbremenilne ceste, javni prevozi in to je tista naša glavna želja v infrastrukturnih projektov. O pomenu in viziji turizma nekoliko širše sta spregovorila tudi predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in komisarka Evropske komisije za promet magistra Violeta Bulc. Velika želja, ki so jo v razpravi večkrat izpostavili, je tudi izgradnja kolesarske poti, ki bi povezovala Bled in Bohinj. Izzivov je veliko, pot s kolesom z Bleda v Bohinj še daleč, a energija in dobro sodelovanje ljudi kažeta, da je turizem na Bledu na pravi poti.